študentom za učenje predlagam najbolj, da bi delali sproti, čeprav marsikdaj je to težko, da bi probali iti na prvi ali pa drugi rok, ne čakati na zadnji rok. In ja, zapiski zdaj nekateri nastanejo sproti, nekateri tudi ne, se pravi, odvisno od vsake ure, pa tudi včasih tudi odvisno od urnika, ker zna biti predvsem natrpanje, drugače pa je zelo priporočam sprotne lastne zapiske, ker se iz tega najlažje učiš. Meni se ti pač pomembno, da imaš en dober prostor, kjer se lahko učiš, da meni ful odgovarja knjižnica, zato ker je pač zelo tiho je, ker je zelo vzdušje tam, kjer se pač lahko veliko učiš, tako da zato priporočam, da imaš en dober prostor, da idite v knjižnico. Študiram medijske komunikacije, tako sem v drugem letniku. Brucom oziroma mlajšim letnikom bi pa predlagala, da se učijo sproti, ampak vseeno, da ne pozabijo na zabave. Jaz mislim, da je najboljše za študente res, da grejo na prvi rok. Marsikdaj se potrudimo, sploh pri predmetih, kjer sem jaz tudi asistentka, da imamo tudi predroke, tako da sem najbolj vesela, če naredijo izpit in se seveda dobro naučijo že kar na predroku. Študenti imajo možnost, torej, da se prijavijo vse elektronsko. Tukaj se vse ureja v referatu za študentske zadeve. Rokov je nekaj na leto, tako da imajo bolj možnost, da izbirajo, na kateri rok grejo. Mislim, da je prva stvar, ki je zelo pomembna, je, da se študijem ukvarjaš redno, da sproti delaš naloge, ki so na tvojem študijskem programu, ampak predvsem se mi pa zdi pomembno, da si širiš obzorja, da delaš čim več ob študiju, da se udejstvuješ v športih, mogoče v kulturi, ampak tudi ne v različnih stvarih, mogoče so to podjetniške stvari, ki vemo, da v prihodnosti bomo verjetno naša generacija temeljila na tem, da bomo ustanavljali svoje firme. Študenti bi se mogli učiti sproti, predvsem zato, da ti ne ostanejo stvari za nazaj, ker je najtežje flikati do nazaj. Jaz predlagam, da se učijo redno in sproti in da si delajo miselne vzorce in izpiske iz knjig oziroma iz skript. Ja, jaz zabavo pa študij združim na nek način, da se probam sproti učiti, pa pač vse zahteve, pač, ki jih so strani faksa opravim sproti, da nimam potem vsega na kupu. Ja, če imaš študent kakšno željo sodelovati na katerih drugih projektih, se vse splača in je možno to opravljati sproti s faksom, vendar je treba uskladiti urnik vsega, pa vseeno ostane nekaj ur prostih na dan in vse da vse. Pomembno je, da imajo študenti obštudijske dejavnosti, kot na primer si najdejo kako študentsko delo ali pa sodelujejo pri kakih projektih. Pomembno je pa to zato, ker se s tem nabirajo izkušnje in pač to pride prav pol v prihodnosti. Predvsem pomembno je sprotno učenje, ker pred izpitnim obdobjem se pač stvari naberejo, pa imaš pol preveč dela in so iz lastnih izkušenj so noči dolge, dnevi pa bolj kratki. Super. IEPS je spletna stran, kjer ima vsak študent Univerze v Mariboru svoje uporabniško ime in svoje geslo. Študenti se preko njega v rokih, ki jih določi vsaka fakulteta posebej, prijavijo in odjavijo od izpitov in kolokvijev. In kako uskladiti fakulteto, dodatne aktivnosti in mogoče še kakšno delo? Verjetno je odgovor, da precej težko, vsekakor pa se splača.